Kako bi se ti sama lotila zdravljenja hikikomorijev, ki bi jih našli recimo v Sloveniji? Na kak način bi ti pristopila k temu? Zdaj najprej treba priti k njim, ne? In ker sem gledala kakšne raziskave, ne boš preko spleta. Ne, ker oni so več A zato si na Discordu, da boš prišla k njim. Iščejo uboge duše. Moje poslanstvo, ki ga imam, da pomagam če več ljudem. In če koga najdem na Discordu, vsaj da se pogovorim. To pač počnem že kar dosti časa. In dosti ljudi, ki ima, ne vem, depresijo, anksioznost, gre ravno na splet. Pač tam si varen, spoznaš nekoga, ki ima podobne težave in tako jaz učim ljudi, kako pomagati drugim. Na nek tak prva psihološka pomoč, ne? To je tudi zelo popularen pojem zdaj. Ja, zdaj se je začel uporabljati. Ker na temule, kaj že dnevu duševnega zdravja, ki je bil na Gospodarskem razstavišču, sem se udeležil tudi te delavnice prve psihološke pomoči in imajo zdaj brezplačna izobraževanja, nije z ne vem, par urna ali ne vem, koliko časa traja, ampak se lahko vsak izobrazi, kako pač nekomu ponuditi tisto prvo psihološko pomoč, preden si poišče profesionalno, ne? Preden si lahko pač tako kot ideja, tako kot ta fizična prva pomoč, ne? Glih toliko, da ga ohraniš pri življenju, ne? Oziroma v tem primeru pri neki taki zdravi, pri nekem takem mentalnem zdravju, ne? Dokler ne more prevzeti potem psihiater ali pa kakšen klinični psiholog. Meni se zdi, da največji problem pri psihičnih težavah je to, da jih ne razumemo in nas je še bolj strah, kaj za vraga se dogaja z nami. In potrebujemo neko znanje, kjer lahko sploh razumemo, kak si sploh pomagati, ker niti tega ne veš. In pol tu prije filozofija, kako dejansko živeti v življenju. Ker preko si ravno rekla, stare Grke se pol takoj spomnil na stoicizem. Ja, zato, ker psihologija izhaja iz filozofije. Eden se je tam vprašal, kje sem, kaj delam in pol je šla psihologija. Točno tako. Se v bistvu vse znanosti izhajajo iz filozofije, bolj ali manj, ne? Pač filozofija je začetnik vsega. Ja, ker si začel neki vprašanj postavljati in poli si naredil raziskavo, ne? In najhujše mi je to, da v Sloveniji je filozofija kot beseda še vedno videna kot negativnost. Ja, tisto, kaj filozofiraš. Ja, kaj nekaj filozofiraš, kaj si filozof, kaj nekaj takega. V resnici, to so ravno vprašanja, s katerimi si lahko pomagaš, začneš razmišljati, začneš iskati odgovore, ne zunaj. Se mi pa zdi, da je tudi zelo pomembno, sploh pri pomoči drugim in tudi sebi, da veš, kje so tvoje meje. To se pa tudi meni zdi pač pomembno, ne? Da veš, kje so meje tiste prve psihološke pomoči ali samo pomoči v končni fazi, ne? Ja, dejstvo je tudi, da primanjkuje nas strokovnjakov za to vrsto pomoči in ene v bistvu težave niso tako hude, da ti rabiš pač neko pomoč, ampak samo enega, da ti prisluhne. Prisluhne in ne kritizira. Ne? To je pa tudi težko, in to je težko in tudi nažalost med nami strokovnjaki se pojavljajo ljudje, ki ne tudi naredijo škodo. Ker se pogovarjam z nekom, ki gre, ne vem, psihologu, pa poreče, ne bom šla nikoli več, ker tam me niso razumeli, neki so me kritizirali in tam se ustavi. Ampak se to je problem v Sloveniji. Ne, da ta poklic tega psihoterapeuta ni še urejen. Ja, to je problem. Vrsto let.